Najlepša hvala, posebej za te prijazne besede. Naslov mojega predavanja morda niti ne zveni tako zelo zanimivo, ker se nam zdi samoumevno, da danes knjižnice v Sloveniji ali na Slovenskem vsebujejo večinoma ali v velikem delu slovenske knjige. Toda pred 200 leti seveda temu ni bilo tako, pred 500 leti pa toliko manj. Če dam samo dva primera, v največji baročni knjižnici na slovenskem ozemlju, v Semeniški knjižnici v Ljubljani, bomo našli manj kot 1% slovenskih knjig. In celo v knjižnici Žige Zoisa, ki je prvi sistematično zbiral slovenske knjige, bomo teh knjig našli za 4%. To se zdi danes zelo malo, ampak za tiste čase je bil to absoluten maksimum, zaradi tega, ker so knjige v slovenščini pokrivale zelo skromen spekter književnosti. V glavnem je šlo seveda do razsvetljenstva, do Marka Pohlina, Deva in Zoisovega kroga, do naših preroditeljev za verske knjige, ki so bile namenjene ne toliko ljudstvu, ker ljudstvo ni znalo brati, ampak pravzaprav duhovnikom, ki so delali s tem ljudstvom, ki je govorilo slovensko. Toliko uvodoma. Nekaj besed moramo seveda spregovoriti o knjižnici tega našega pomembnega preroditelja, barona Žige Zoisa, ki je sama po sebi impresivna. Gre za eno največjih zasebnih knjižnic na Kranjskem in v sosednjih avstrijskih deželah, ki se je skoraj v celoti ohranila v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani in je obsega v današnjem obsegu, prvotno pa je bila nekoliko večja, 2300 del v približno 5500 zvezkih. Šlo je za precej obsežno knjižnico, prej omenjena Semeniška knjižnica, recimo obsega 7000 zvezkov, približno 7000 zvezkov. Sestava knjižnice še danes zrcali Zoisovo vsestransko izobrazbo, obširne zanimanja in pa različne dejavnosti, značilna pa je za čas poznega razsvetljenstva. Torej še danes, ko pogledamo te knjige, ne odsevajo toliko preteklega obdobja, recimo baročne kulture, kar velja recimo za Semeniško knjižnico, in prav tako ne odsevajo prihajajočih časov, recimo romantike, predromantike, Prešernovega časa, časa Prešernove mladosti, ampak je resnično tako, kakor Zoisova osebnost, ta knjižnica zacementirana v čas razsvetljenstva. Zelo dobro je zastopano naravoslovje, recimo geologija, zoologija, botanika, mineralogija, nekoliko manj rudarstvo, agronomija, tehnične vede, vse to, s vsem tem se je Zois ukvarjal zelo rad, ampak pravzaprav poklicno, ker je bil največji lastnik Fužin in pa rudnikov in je bil ves čas na preži za tehničnimi inovacijami in naravoslovnimi inovacijami seveda. Toda za slovensko zgodovino je bila najbolj bistvena, oziroma je še vedno najbolj bistvena zbirka slovenskih knjig, ki ni le prva svoje vrste, ni bila le prva svoje vrste, ampak je bila eden glavnih motorjev razvoja moderne slovenske nacionalne identitete. Kajti Zoisov krog je bil v največji meri zaslužen za temelj te moderne slovenske nacionalne identitete, kakor se je potem razvila v 19. stoletju. Zoisovo zbiranje slovenskih knjig je šlo iz njegovega zanimanja za slovanske jezike in slovenščino, ki je bilo zanj značilno že v mladosti. V zrelih letih je pa preraslo v poistovetenje slovanstvom in slovenstvom. Ta identifikacija, se pravi, Zois se je resnično imel za Slovana in Slovenca in je to tudi večkrat izpričal, je bila nekaj tako izjemnega, oziroma ne samo nekaj tako izjemnega, nekaj edinstvenega v avstrijskih deželah za plemiča, da je še danes težko razumljiva. V celotnej zgodovini bi pravzaprav našteli zelo malo plemičev, ki se je identificiralo za Slovence v 19. stoletju, ampak Zois je bil v svojem času pravzaprav edini.
V družini je zaradi izvora njegovega očeta Michelangela, ki je bil doma iz okolice Bergama, zaradi njegovih poslov in zaradi poslov družinskih prevladovala sprva italijanščina. Še Kopitar, ki je prišel v Zoisovo hišo zelo pozno, tam okoli leta 1803, je zapisal v svojih spominih, da je bila, oziroma v svoji autobiografiji, da je bila Zoisova hiša napol italijanska. Jasno je v Zoisovi hiši prav tako bila običajna nemščina, ki je bila samoumevno jezik visoke družbe in pa kulture sploh v avstrijskih deželah in na Kranjskem ni bilo nič drugače. Je pa res seveda, da je Zois tako kakor drugi plemiči na Kranjskem in pa v drugih deželah, ki so bile poseljene Slovenci, torej od večjih avstrijskih dežel, seveda zlasti Štajerska in Koroška, da je prišel v stik v mladosti tudi slovenščine, oziroma da se je slovenščine, kakor drugi kranjski plemiči, naučil, zato ker je bil ta jezik potreben za komuniciranje zlasti s spodnjimi sloji, se pravi služinčadjo, nižjim meščanstvom, podložnik in tako naprej. Ampak pri njem ni šlo samo za to. Iz Kopitarjeve autobiografije izvemo, da je Zoisa slovensko naučila njegova mati, Ivana Kapus plemenita Pichelstein, in gotovo je torej Zois iz te čustvene navezanosti na mater slovenščino dejansko sprejel kot, rečemo, materni jezik. V naslednjih letih je potem znanje slovenščine dokumentirano poglabljal v stikih s svojimi, najprej očetovimi, potem pa svojimi služabniki, podložniki, delavci, rudarji. To vemo iz njegovih pisem in iz drugih dokumentov. Posebej rad je govoril z bohinjskimi rudarji. To je seveda Zoisova graščina v Stari Fužini. Mimogrede na njej boste, če verjamete ali ne, zaman iskali napis ali ploščo, ki omenja, da je bila ta graščina Zoisova last ali da bi omenjala Zoisov prispevek k razvoju temu kraju ali pa v Bohinju nasploh. Zois se je sicer zelo rad zadrževal v Bohinju in dokler mu je seveda to dopuščala bolezen in je, kako rečeno, zbiral besednjak Bohinjcev. Zois se je k slovanstvu in slovenstvu odločilno pomaknil v 70-ih letih 18. stoletja, najbrž predvsem pod vplivom Blaža Kumardeja, ki si je tedaj po uvedbi splošne šolske obveznosti prizadeval za kranjske šole s slovenskim učnim jezikom, torej ne z nemškim, ampak slovenskim učnim jezikom. Ta boj je trajal še nekaj časa in je bil seveda na koncu uspešen. Še Kopitar, kot eden od mlajših članov Zoisovega kroga, si je prizadeval za to, da bi bile kranjske šole v celoti, torej do konca slovenske, ne pa v višjih razredih nemške. Po stalni naselitvi v Ljubljani si je Žiga Zois v svoji palači na Ljubljanskem bregu uredil to, kar zgodovinarji radi imenujejo Zoisov salon. Jaz dajem prednost izrazu Zoisov krog, zaradi tega, ker Zoisov salon ni vedno deloval v sami palači, ampak je bil veliko odvisen od korespondence in stikov na daljavo, medtem ko pri salonu, kakršni so cveteli v Franciji, je bilo seveda značilno, da je bogat gostitelj zbiral, ali pa običajno gostiteljica, zbirala intelektualce v svojem salonu, torej da so fizično se srečali in pa kramljali. Pri Zoisu je bilo pa to bolj v prvem obdobju delovanja te družbe. Najbolj slavni člani Zoisovega kroga so bili seveda Jurij Apel, Blaž Komardej, Anton Tomaž Linhart, ki ga vidimo na portretu, pozneje Valentin Vodnik, Jernej Kopitar, Metelko, Ravnikar in mnogi drugi nekoliko manj znani literati in pa jezikoslovci. V 40 letih, se pravi od 1780 do 1819, je Zois pravzaprav vzgojil generacijo, ali pa morda bi lahko rekli celo dve generaciji
slovenskih jezikoslovcev, zgodovinarjev, pesnikov in pa pisateljev in s tem ogromno prispeval k, kako rečeno, razvoju ali bolje rečeno trditvi moderne slovenske nacionalne zavesti. Glavni cilj Zoisa in njegovih sodelavcev je bil prenova slovenskega jezika, ki so ga razumeli kot temelj svojega ljudstva, kot dušo nastajajočega naroda, če uporabimo besede Herderja, na katerega so se seveda oprli. In ta načrt je bil precej konkreten, torej Zois in sodelavci so želeli nov slovar, znanstveni slovar, slovnico, reformirani črkopis, ki bi nadomestil Bohoričico, in zgodovino Slovencev, ki jo je seveda uresničil prav Linhart. Po drugi strani so pa želeli povečati proizvodno produkcijo slovenskih knjig, ki bi morale zadoščati njihovim kriterijem čiste slovenščine, očiščene germanizmov in pa seveda z moderno razsvetljensko vsebino, tako za ljudstvo kot za izobražence. Ta prizadevanja, ki smo jih samo na kratko omenili, je spremljalo Zoisovo načrtno zbiranje slovenskih knjig. Začelo se je okrog leta 1780, ko se je Zois ustalil v Ljubljani, v znameniti palači na Bregu in ko je začel okrog sebe zbirati omenjeni Zoisov krog. Nadaljevalo se je v zadnjem desetletju 18. stoletja in doseglo vrhunec v prvem desetletju 19. stoletja, ko je Zoisov krog pravzaprav dokončno izčistil identiteto in pa obseg slovenščine in pa Slovencev. V zadnjem desetletju Zoisovega življenja so nakupe slovenskih knjig, tako kakor nakupe njegovih knjig nasploh, omejevale zdravstvene in pa finančne težave. Zois se na primer leta 1812 ni odločil za zelo manjljivo ponudbo za nakup slovenskih protestantskih knjig iz 16. stoletja iz zbirke tübingenskega profesorja Schnurrerja, ker so bili te tiski preprosto predragi. K sreči se je zanje naslednje leto 1813 odločil Kopitar in so potem tudi te knjige prišle v Narodno in univerzitetno knjižnico. Kljub temu je pa Zois zbirko slovenskih knjig dopolnjeval po najboljših močeh do smrti, do leta 1819, s cenejšimi, novejšimi knjigami, z darovi svojih sodelavcev in tako naprej. Način pridobivanja slovenskih knjig je bil zelo različen. Sprva je Zois takšne knjige, se pravi, ko je bil še mlad, ko še ni bil priklenjen na voziček, iskal sam. Tako je recimo vemo leta 1782 v Tübingenu, to seveda ni naključje, Tübingen smo že omenili, na Württemberškem iskal Trubarjeve tiske in jih proučeval v univerzitetni knjižnici. To je bilo leta 1782, no ampak z napredovanjem njegove bolezni, to se pravi z bolezni sklepov, protina, putike, se je moral bolj zanašati na svoje sodelavce. Se pravi, člani njegovega kroga, kakor Linhart, Martin Kuralt, on je bil bolj simpatizer kot dejansko član kroga, ker je bil večinoma v tujini, so zanj iskali te knjige, toliko bolj, če so vodili njegovo knjižnico, kot recimo Humrde ali pa Kopitar, ali pa toliko bolj, če so službovali ali če so se šolali v tujini, recimo na Dunaju ali v kakšnih drugih knjigotrških središčih, kjer so imeli dostop do antikvariatov, do univerzitetnih bibliotek, no veliko večjih knjigarn, kot so bile recimo v Ljubljani. Najbolj še kakšno starejšo slovensko knjigo Zois dobil tudi na dražbah knjig razpuščenih kranjskih samostanov, torej v 80. letih 18. stoletja pod cesarjem Jožefom II, vendar trenutno ne poznam nobene, pri kateri bi lahko dokazal takšen izvor. Bomo pa pokazali eno knjigo, ki izvira iz takega samostana, vendar je vmes, torej na tej poti do Zoisove knjižnice, bila še nekje drugje. Prav za iskanje starejših slovenskih knjig je Zois angažiral iskalce na deželi. Eden od njih je bil Anton Bubanc, kmet iz vasi Vojsko pri Vodicah.
ki je zanj na podeželju iskal stare slovenske knjige in je bil pri tem zelo uspešen. Morda je gubanca priporočil Jernej Kopitar, ki je bil doma iz bližnjih Repen. Tega ne vemo, je pa gubanca je pa vsekakor poznal, zato ker ga omenja v korespondenci. Vsekakor je Zois nameraval gubanca poslati celo na Koroško, kjer je bilo mogoče najti več slovenskih protestantskih knjig, kakor na Kranjskem, iz preprostega razloga, ker je bila Koroška rekatolizirana na začetku 17. stoletja v manj temeljito kakor Kranjska. In se je pravzaprav ohranilo več skritih protestantov in več slovenskih protestantskih knjig. Ni pa znano, vsaj jaz zaenkrat ne poznam podatka o tem, ali je gubanc res šel na Koroško ali ne. Vsekakor je pa Zoisu prinesel več knjig. Znano je pa to, da je Zois gubancu priredil v svoji palači zelo lep sprejem, v katerem so potem govorili okoliški kmetje, vsaj iz Vodiške Fare, in po Kopitarjevih besedah so tudi ti drugi kmetje začeli razmišljati o tem, da bi našli te tiske in jih prinesli Zoisu, seveda v zameno seveda za nagrado, za denarno nagrado oziroma za plačilo, jasno. Tako ni nenavadno, da je torej leta 1808 Zois za tega iskalca starejših slovenskih knjig zaposlil še enega kmeta iz Vodiške župnije in to je bil pa Anton Korbič. Novejše knjige so pa Zoisu, kakor rečeno, slovenske knjige podarjali njegovi sodelavci, ki so se mu tako oddolževali za njegovo sodelovanje, torej za njegovo duhovno podporo, strokovno pomoč in pa seveda tudi finančno pomoč, kajti knjige članov Zoisovega kroga v največji meri seveda ne bi šle brez Zoisove finančne podpore. To velja tudi za Kopitarjevo slovnico, Vodnikovo, Veliko Pratiko in tako naprej. Za Zoisovo knjižnico so skrbeli, mislim tudi za slovenske knjige posebej, njegovi sodelavci, njegovi tajniki, amanuenzisi. Prvi je bil Blaž Kopitar, prvi je bil Blaž Kumrdej, ki mu je sledil Jožef Šobr, Šobru je sledil Jernej Kopitar in na koncu je Zoisovo knjižnico uredil Jakob Zupan. To delo je bilo občasno, ni zahtevalo celotnega človeka, seveda vendarle je šlo za manjšo knjižnico, ni šlo za kakšno univerzitetno knjižnico, je bilo pa dobro plačano. Za Kumrdeja vemo, da je okoli leta 1784 za to delo dobil na leto 100 goldinarjev in knjižnica Zoisova je bila shranjena v drugem nadstropju njegove palače na Ljubljanskem bregu, kjer je bilo njegovo zasebno stanovanje sestavljeno iz 17 sob. V pritličju Zoisove palače so bila seveda skladišča za železarske izdelke in za druge izdelke. V prvem nadstropju so bili prostori za služinčat, v drugem nadstropju je bilo, kako rečeno, Zoisovo zasebno stanovanje, ki je imelo seveda več vrat, ampak vrata pa niso imela pragov, zato da se je Zois premikal po stanovanju na Brničku, na katerem smo ga videli prej, ki ga je mimogrede skonstruiral sam in naredil načrt zanj in je še danes k sreči ta stol ohranjen v Mestnem muzeju v Ljubljani. Mislim, da bo tudi razstavljen na razstavi, ki bo odprta konec leta v Mestnem muzeju. No, v tretjem nadstropju je stanovalo Zoisovo sorodstvo, nekaj članov Zoisove družine, ki jih je bil Zois dolžan podpirati, zato ker je bil glavni dedič očeta Michelangela Zoisa. Iz Kopitarjevega pisma vemo tudi, kako približno so bile videti knjižne omare, v katerih je bila knjižnica shranjena. V spodnjem delu so bili predali ali pa verjetno neke vrste predali ali police, na katerih je bila shranjena mineraloška zbirka, znamenita Zoisova mineraloška zbirka, ki se je ohranila v Narodnem muzeju Slovenije in jo delno lahko vidite razstavljeno še danes. V zgornjem delu omar so bile pa torej knjižne police. Tu vidimo
nekaj Zoisovih knjig, ne nujno slovenske, oziroma tele so pravzaprav večinoma z naravoslovno, geografsko vsebino, ampak samo zato, da si nekako predstavljamo, kako je bila Zoisova knjižnica videti, gre za izjemno lepo vezavo. Zoisove knjige so bile večinoma nove, torej v nasprotju z drugimi plemiškimi knjižnicami je Zois pravzaprav kupoval, ni podedoval veliko starih knjig od svojega očeta, ker Michelangelo Zois je bil poslovnež in se ni zanimal za kulturo, ne več, kot je bilo potrebno. Tako da je Zois knjižnico osnoval na novo in v nasprotju z drugimi plemiškimi knjižnicami je bila ta knjižnica pravzaprav večinoma sestavljena iz novejših knjig, iz knjig, ki so izšle za časa njegovega življenja. Te knjige je dajal tudi vezati, večinoma ljubljanskemu knjigovezu Andreju Klemensu, in Zoisove knjige velikokrat prepoznamo po tej lepi vezavi v rjavo usnje z zlatim, še pozno-baročnim pravzaprav okrasjem. Zois je torej v knjige, tudi v svoje slovenske knjige vložil veliko denarja. Še ena zanimivost te njegove knjižnice oziroma te njegove bibliofilije je, da v nasprotju s tedanjimi plemiči v knjigah ni puščal svojih supralibrosov, exlibrisov, podpisov, se pravi znamen svojega lastništva. To je bilo povezano z njegovo pregovorno in pretirano skromnostjo. Zois se je skoraj bolestno izogibal poudarjanju lastnih zaslug in tudi knjig ni zaznamoval, recimo z ex-librisi, kar je bilo nekaj povsem običajnega za tedanjega plemiča. Danes ne vemo zanesljivo, kako so bile te slovenske knjige ali pa kakšne druge knjige v Zoisovi knjižnici postavljene fizično, kako so bile razporejene, ampak domnevam, da so vsaj v zadnjem desetletju njegovega življenja slovenske knjige stale fizično skupaj, torej se pravi, da niso bile razpršene med recimo slovanske knjige ali verske knjige, kar bi načelno bilo seveda mogoče. Prvič so bile slovenske knjige posebej, ne generalno, ampak posebej kot enota, popisane leta 1810. Popis je pripravil tedanji bibliotekar Jakob Zupan in je slovenske knjige naslovil z karnionika, to je bil običajen naziv, torej ni tudi uporabil še naziva recimo slovenika, ki ga poznamo danes, čeprav je Kopitar ravno tedaj, torej okrog leta 1810, dokončno uveljavljal izraza slovenec in slovenski, torej te dva Trubarjeva izraza, ampak treba je povedati, da Zois pravzaprav do smrti ni posvojil teh dveh izrazov in je nekako raje uporabljal izraze preprosto ali Kranjec, ali Slovan, ali pa na koncu življenja tudi Karantanec, kar je obsegalo v njegovi viziji stare Slovence, ki so poselili to področje, ne seveda samo na Kranjskem, ampak tudi v celotni notranji Avstriji. Tako da nas seveda ta izraz ne sme presenetiti. Zupan je knjige razporedil kronološko, vidite, da je na začetku kot prva Zoisova najstarejša knjiga, ki jo je uspel pridobiti, to je Trubarjev Celi psalter Davidov iz leta 1566 in potem sledijo naslednje knjige. Zanimivo je, da Zupan si v sodelovanju s Zoisom, mimogrede to so Zoisovi pripisi s svinčnikom in pa njegove oznake, Zupan si je v sodelovanju z Zoisom trudil ugotoviti, kdo so avtori slovenskih knjig. To se nam danes zdi samoumevno, ker pač te podatke najdemo v vsaki literarni zgodovini. Jasno, v 18. stoletju se je pa vednost izpred 200 let velikokrat zgubila in Zupan je recimo, če avtor ni bil znan iz naslovnice, kot recimo Adam Bohrič ali pa Hren, ali pa iz kolofona, je dal avtorja v oklepaj, če je bil prepričan, da je to pravi avtor, vendar avtor pač ni bil naveden, recimo v primeru očeta Hipolita iz Novomeškega
Če ni bil prepričan, da je avtor dejansko ta, je dodal še vprašaj. Včasih je seveda bilo njegovo ugibanje pravilno, seveda oče Hipolit Novomeški je resnično priredil Bohoričevo slovnico in jo objavil v Ljubljani leta 1715, no tukaj je pa recimo ena od njegovih napak. Domneval je, da je Jernej Basar napisal prvo katoliško pesmarico, katoliško-krščanskega vuka pesme. V resnici je bil pa avtor te pesmarice, ki je bila namenjena čaščenju svetega Frančiška Ksaverja v Radmirju, straža pri Radmirju, Haci Stržinar. Šla je leta 1729. Do te napake je prišlo zato, ker sta bila Basar, tako Basar, Basar je bil jezuit, Stržinar se je pa seveda napisal to pesmarico v čast jezuitskega svetnika Frančiška Ksaverja. Se pravi, vsa vednost tedaj v slovenskih knjigah jasno še ni bila odkrita. V Zoisovem krogu zadnji popis Zoisove knjižnice in pa seveda tudi tega slovenskega dela je bil upravljen leta 1821, torej po Zoisovi smrti, ko se je država že pripravljala na odkup velikega dela Zoisove knjižnice. Tudi ta popis nam kaže, da je slovenska zbirka nekako ostala fizično skupaj in da je bila pravzaprav zelo razdelana, tudi notranje urejena, kajti ta popis, ki domnevam, vendarle odseva nekako vsaj delno fizično postavitev, lepo našteva slovenske knjige, ne le kronološko, kot jih je prej Zupan, leta 1810, ampak najprej po zvrsteh in potem znotraj zvrsti kronološko. Se pravi, najprej so naštete slovenske protestantske knjige kot temelj slovenske književnosti, sledijo katoliški svetopisanski prevodi, potem lekcionarji, Križevi poti, Linhartovi komediji, časopisi in tako naprej, se pravi, neka logika je v tem in znotraj teh zvrsti so pa knjige razvrščene po letih. Ta stran, recimo, to je druga stran popisa slovenske zbirke po protestantskih knjigah in začne se s svetim pismom, torej Japlevim prevodom, ki je začel izhajati leta 1784, sledijo drugi prevodi, pa potem pa tudi zbirke slovenskih pridih, na prvem mestu seveda Sacrum Promptuarium Janeza Svetokriškega. Če zbirka fizično ni stala skupaj, ampak je bila pač zaradi nekih praktičnih potreb vendarle nekako ločena na različne omare, ki so lahko stale v različnih sobah Zoisovega stanovanja, pa vendarle lahko sklepamo, da so skupaj stale vsaj knjige, ki so bile po formatu in vsebine si podobne oziroma sorodne. In tukaj dajem samo kot primer Zoisovo zbirko, oziroma niti ne celotno zbirko, ampak nekaj izvodov slovenskega katoliškega lekcionarja, ki je začel izhajati seveda s Hrenčantkovo izdajo leta 1612. Zois je zbral večino izdaj tega lekcionarja do svoje smrti in vidite, da je dal te lekcionarje, ki so bili večinoma istega formata, vezati popolnoma enako, nekoliko preproste, kot kakšne dragocenejše knjige z bakrorezi in pa primerno pač tej verski vsebini. Lekcionarji so seveda evangelijska branja, berila za bogoslužje na nedelje in praznike in se ta zunanja oprema se, kakor vidite, ujema. Se pravi, te knjige so gotovo stale skupaj. Osnova Zoisove zbirke slovenskih knjig se je oblikovala, kakor sem že rekel, po njegovi stalni naselitvi v Ljubljani leta 1980, potem, ko se je pravzaprav vrnil iz prvega velikega potovanja po evropskih deželah. In to nam kaže tudi prvi, oziroma najstarejši ohranjeni katalog Zoisove knjižnice iz leta 1782. V tem katalogu nas preseneti dejstvo, da je imel Zois takrat leta 1782 samo 5 slovenskih oziroma slovenističnih knjig. To je pravzaprav
malo, če vemo za vse njegovo življenje in vse njegove dejavnosti. In od tega ni imel niti ene slovenske protestantske knjige, najstarejša je bila Hrenčantkova izdaja Lekcionarja iz leta 1612 ali pa 13. Simbolično je bila prisotna Kranjska gramatika Marka Kohlina, s katero se je začel, lahko mirno rečemo, leta 1768 slovenski prerod. In pa zanimivo, z dvema knjigama v tej zbirki 5 slovenskih knjig je bil zastopan samo en avtor, Ožbalt Gucman, koroški avtor, Kohlinov nasprotnik, bi lahko rekli, ki je v Zoisovem krogu v nasprotju s Kohlinom užival dober sloves. No, tu pokažem samo tole njegovo knjigo Kristjanske resnice iz leta 1770. Iz tedanjega stanja Zoisove knjižnice, to je zdaj ne omenjam, koliko je imel vseh slovanskih in slavističnih knjig, ampak mi lahko verjamete na besedo, da iz tega stanja, kot ga razberemo iz kataloga knjižnice, je jasno, da Zois tedaj, leta 1782, še ni posvečal svoje pozornosti izključno slovenščini, ampak si je prizadeval za pregled nad vsemi slovanskimi jeziki in književnosti. 15 let kasneje, leta 1797, ko spet naletimo na pomembne popise dokumentov v zvezi s Zoisovo knjižnico, se pa stanje popolnoma spremeni. Število slovenskih in slovenističnih tiskov, zakaj govorimo o slovenističnih tiskih? Zaradi tega, ker gre za knjige, ki se vendarle ukvarjajo s slovenščino, ampak so seveda lahko pisane tudi v nemščini. Število teh tiskov zraste v 15 letih spet na 60. To je ogromen preskok in to kaže, oziroma potrjuje to, kar pravzaprav vemo, da so se Zois in njegovi sodelavci v tem vmesnem obdobju med 1780 do konca 18. stoletja dokončno osredotočili na slovenščino, na jezik Slovencev kot samostojnega ljudstva, čeprav pripadajočega velikemu deblu Slovanov. Kajti tudi to ni bilo popolnoma jasno. Tudi to vprašanje je viselo ves čas v zraku, razmerje med posameznimi slovanskimi jeziki, možnost razvoja skupnega slovanskega jezika. Vse to se je nekako v teh letih izčistilo in peljalo v vizijo gojenja slovenščine kot popolnoma samostojnega jezika. Baron je torej tedaj, konec 18. stoletja, že načrtno zbiral slovenske knjige. Uspelo mu je najti precej knjig iz 16. stoletja, med njimi Dalmatinovo Biblijo, Bohoričevo slovnico, Trubarjevo hišno postilo iz leta 1595, torej to je šlo za eno zadnjih slovenskih protestantskih knjig. Vključil je vrsto slovenskih baročnih piscev, Matijo Kastelca, Janeza Svetokriškega, Franca Mihaela Paglovca in prizadeval si je, in to je bilo nekoliko lažje, zaradi manjše časovne oddaljenosti, zbrati vsa dela, ki so išla recimo po prvi izdaji Kohlinove slovnice, po tem valu slovenskega tiska, ki je sledil začetku preroda. V Palačo na Bregu je tedaj prišlo veliko Kohlinovih priročnikov in pa šolskih del, med drugim tudi tale prva slovenska računica, Kohlinove Bukovce za Rajtengo iz leta 1781 in pa seveda tudi knjige Kohlinovih sodelavcev, recimo Devove pisanice, pa tudi nasprotnikov. Recimo Kohlinov nasprotnik seveda ni bil samo Ožbalt Gucman, ampak je bil na Štajerskem tudi Zagajšek in to je njegova slovnica, slovenska gramatika iz leta 1790. A vas lahko mogoče tukaj z Zagajškom pa Ožbaltom vprašam, ker nekako ocenjuje, da ne glede na to, da sta mu nasprotovala, sploh jima ni bilo všeč, da je vzel ljubljansko narečje kot osnova za kranjščino, ampak da sta se vendarle, da sta slovnici, ki sta vendarle osnovani na Kohlinovu, kako je zdaj spet. Ja, seveda, pa sej tudi pri Kohlinu je treba reči, da je bil pretirano očrnen in pa tudi lahko rečem, čisto po
po nepotrebnem, žal sicer po veliki meri po zaslugi Zoisovega kroga, ne? Ker pač Zoisov krog je imel druge standarde za knjižno slovenščino in tudi vizija Zoisovega kroga, ali pa tudi torej Zagajška in Gucmana, da ne bi se slovenski knjižni jezik, kakor se tudi je, razvil na podlagi torej, vseh slovenskih narečij, je dokaj edinstvena, ne? Ker večina evropskih jezikov, jaz sicer nisem jezikoslovec, ampak to lahko rečem, da večina evropskih knjižnih jezikov je vendarle se razvila na temelju enega torej narečja, ki je bil izbran, se pravi recimo toskanščine v Italiji. Ampak slovenščina, torej razvoj knjižne slovenščine je malo specifičen in je Pohlina po nepotrebnem torej postavil v slabo luč. On je imel popolnoma, bi rekel, logične nazore za sredino 18. stoletja. In jasno seveda njemu grejo velike zasluge in brez njega se prerod in pa tudi delo Zoisovega kroga ne bi razvijalo tako, kot se je. Sej to mu je celo Vodnik priznal, da po Pohlinovi zaslugi so ljudje začeli spet brati slovenske knjige. Vsaka pastirica in pastirica. Ja, da je vsak, tako je, ja, vidite, poznate ta, to je zelo lepo, to je lepo, da je povedal. Očital mu je pravzaprav to, da je Pohlin nekako malo spregledoval protestante. To je bilo delno seveda ideološko, ker Pohlin je vendarle zrasel iz te še baročne katoliške kulture, zadaj je nekako še odzvanjala protireformacija in Pohlin je bil zadržan do protestantov, medtem ko so člani Zoisovega kroga so pa bili popolnoma prosti teh bremen in Kopitar je to versko vprašanje popolnoma pustil ob strani, kar je bilo značilno za ta sekulariziran svet konec 18. stoletja. Ampak tu se spet Pohlinu dela krivica, ker je bil on, je vendarle še rastel in se razvijal v terezijanskem času, kjer so pa te tradicije še zelo živeli. Tako da je treba biti pošten pri njegovem ocenjevanju. Seveda, teh slovnic brez Pohlina ne bi bilo ali pa ne bi bile take, kot so. Mogoče samo še to, ker z Pohlinom tako, zdelo se mi je, da je pravzaprav, ne glede na to, da mu je Zoisov krog zelo nasprotoval, da jih je pravzaprav na nek način izzval, da jih je sploh uvod v njegovo gramatiko, da pravzaprav za njim nekako program že kar povzeli, da so se naslonili nanj. Vse program ostane pravzaprav isti pri Zoisu, samo da se spremenijo pravzaprav nijanse, oni pač bolj, torej jasno so, grobo rečeno bi rekel, da je Pohlin bil terezijan, človek terezijanskega časa, torej Zoisov krog je pa spadal čist v jožefinski čas in je želel in je pravzaprav vse temeljil že na razsvetljenstvu. In tukaj je bil spor generacij, da na kratko povem. Tako da je treba, da tukaj Pohlinu seveda vso zasluženje, pa treba je seveda tudi to upoštevati, da Zois je bil član družbene elite, privilegiranega razreda in seveda njemu se ne bi bilo treba ukvarjati s slovenščino, ampak s čimerkoli bi se on ukvarjal, je imel zaradi svojega družabnega, tudi svojega socialnega položaja, torej možnosti ogromne. V primerjavi z nekim redovnikom, kot je bil Pohlin, ki je bil vendarle imel polno nekih redovnih zadolžitev in pa kup predstojnikov nad sabo, ki jim ni bilo všeč to in ni bilo všeč ono in potem v času Jožefa II. So pa redovniki takoj imeli hude težave z objavljanjem svojih del, čeprav je bila uradno cenzura omiljena. Se pravi, tu je treba vedeti, da je imel Zois na razpolago finančna sredstva zveze, ki so bili neprimerljive z Pohlinom in kljub temu je Pohlin objavil na desetine del, pravzaprav več kot Zoisov krog. Ampak seveda se pa lahko pogovarjamo o kvaliteti jezika in tako naprej. Ampak ta poplava knjig, ki jih je sprožil Pohlin, je pravzaprav omogočila
to, na čemer se je utemeljil Zoisov krog. To je pa čisto gotovo. Ne? No, popolnoma jasno je, da je Zois v tem obdobju, to se pravi, še vedno se gibljamo v zadnjem desetletju 18. stoletja, dobil v roke tudi, ne le pač starejše slovenske knjige, ampak tudi slovenske knjige, ki so jih objavljali člani njegovega kroga, jasno z njegovo podporo, in tu je že tolikokrat omenjena zgodovina Slovencev, to mirno lahko rečemo, kljub temu, da je Linhart torej svoj poskus zgodovine naslovil Versuchene Geschichte von Krain in tako naprej. In pa seveda Linhartovi komediji, prevod in priredba, Žbanova Micka, Matiček Seženi, vsa ta dela so seveda prišla tudi v Zoisovo knjižnico, pogosto jih je Zois dobil v roke celo prej kot avtor, to mirno rečemo recimo za Rokopiterjevo slovnico, zato ker je bil tudi glavni, seveda, lecen, urednik, korektor in tako naprej. Prav tako ni presenetljivo, da je recimo Zois zbral skoraj vsa Japljeva dela, ki so izhajala v tem času, o katerem govorimo. Čeprav pri Japljevih knjigah niti ni Zois neposredno sodeloval, ampak Japljeva dela so bila razmeroma poceni, bila so dostopna v knjigarnah, izhajala so v velikih nakladah in če mu jih ni prinesel sam Japelj, jih je pač Zois jasno kupil. Zoisova zbirka slovenskih knjig se je potem najhitreje povečevala v prvem desetletju 19. stoletja in leta 1810 je štela ta zbirka že 100 del, slovenskih in slovenističnih del. Med starejšimi Slovenikami so takrat prišli recimo Dalmatinova pesmarica, Schönlebnov lekcionar, Rogerjeve, Basarjeve pridige in tako naprej. In v tem času je Zois dobil zelo zanimiv izvod, ki sem ga nekako že napovedal in si zasluži nekaj besed, zaradi tega, ker nam potrjuje star pregovor, da imajo knjige svojo usodo, habent sua fata libelli, knjige imajo svojo usodo. To je izvod prevoda Franca Mihaela Paglovca, Tomaza Kempenzarija Bukve iz leta 1745. Ta izvod izkazuje bogato provenienco, torej tukaj na naslovni strani lahko preberemo Loci Capucinorum, seveda tu je okrajšano, Krajen v Burgi, se pravi, gre za knjigo, ki je bila v kapucinskem samostanu v Kranju. Samostan je bil ukinjen leta 1786, torej ta knjiga je takrat prišla na neko dražbo, zelo verjetno na dražbo nepotrebnih knjig v narekovaju, ki so jih prirejali v ljubljanski licejski knjižnici. Ta je imela pravico do knjig iz razpuščenih samostanov z področja Kranjske. In v naslednjih letih je prišla v neznane roke, vsekakor je pa novembra leta 1808 to knjigo Zoisu v Ljubljano prinesel že omenjeni Anton Gubanc. Zois jo je dal tudi na novo zvezati, kakor vidite, ima to značilno vezavo, ki je podobna kakor pri lekcionarjih. Med novejšimi Slovenikami, ki so prišli tedaj v Zoisovo knjižnico, lahko omenimo še novi zakon Kuzmiča iz leta 1771, takrat je šlo to že za 40 let staro knjigo, ampak jo seveda Zoisov krog tedaj ni poznal, šlo je za knjigo ogrskih Slovencev, danes bi rekli v Prekmurju. Ta knjiga je Zoisov krog posebej razveselila. Našel jo je Kopitar in jo je poslal z Dunaja Zoisu. Razveselila jih je pa seveda zaradi tega, ker so odkrili tedaj še neznano dejstvo, da slovensko govoreči ljudje, Slovenci, bi danes rekli, živijo tudi na Ogrskem, se pravi v Prekmurju. Prav tako so tedaj prišli v Baronovo knjižnico, tudi tedaj bi lahko rekli Slovenci, saj so se ti Slovenci imenovali Slovenci, sami sebe. Prav tako so tedaj prišli v Zoisovo knjižnico jasno novejše slovenske knjige, Vodnikove ljubljanske novice, Vodnikove pesme za Pokušino iz leta 1806. Prav Zois se je posebej razveselil, da je Vodnik
svoj portret na začetku te svoje pesniške zbirke nadomestil z bakrorezom Bohinjskega jezera, slapa Savice in pa Triglava, torej tega pogleda, ki je bil Zoisu tako ljub, čeprav ga v živo tedaj ni več mogel spremljati. Zois je bil seveda, kakor veste, financer mnogih odprav v Triglavsko pogorje, tudi tiste, ki je osvojila s prvo pristopniki vrh leta 1778. Čeprav Zois v letih 1810 do 1819, kako rečeno, ni mogel namenjati več toliko finančnih sredstev za nakup slovenskih knjig, kakor bi hotel, so nove knjige prihajale še naprej, ampak pomenljivo je to, kar sem pravzaprav že omenil v zvezi z Schnurerjevo zbirko, da ni v zadnjem desetletju v Zoisovo knjižnico prišla nobena protestantska knjiga iz 16. stoletja. Torej, te knjige iz 16. stoletja so bile seveda redke, so bile drage in Zois se zanje enostavno ni več odločal. No, kljub temu je pa slovenska zbirka rasla in je ob Zoisovi smrti štela med 150 do 200 naslovov. V teh letih so, kakor običajno, v Zoisovo knjižnico prihajale v velikem številu kranjske knjige, torej slovenske knjige z Kranjskega in pa knjige z nabožno vsebino. To je bilo običajno seveda že od Trubarjevih časov, ker je bila Kranjska edina dežela avstrijska, ki je bila poseljena večinoma oziroma skoraj izključno Slovenci. In zato je bila tudi seveda produkcija slovenskih knjig tukaj neprimerno večja kot v drugih deželah. Ampak prav v tem desetletju pa spremembo, ki odseva ne toliko Zoisovo nabavno politiko, ampak spremembe v slovenski književnosti, v dinamiki slovenske književnosti, namreč zaradi obsežnejše, raznovrstnejše, decentralizirane produkcije, ki je bila v veliki meri seveda zasluga tudi Zoisovega kroga, je bilo vse več šolskih učbenikov, vse več je bilo strokovnih priročnikov, vse več je bilo knjig iz Štajerske in Koroške. Torej, knjige niso bile samo kranjske, niso bile samo nabožne vsebine. Vse to seveda odraža spremembe v tem času, pa tudi velik razvojni preskok slovenske književnosti. No, seveda, nabožna književnost je bila še vedno zelo pomembna. Tu na levi vidimo lekcionar, ki ga je objavil Peter Danko in je izšel leta 1817 v Radgoni. To pa je Križev pot iz leta 1818, torej gotovo gre za eno zadnjih knjig slovenskih, ki je prišla v Zoisovo knjižnico. To knjigo pa je Zoisu gotovo podaril Metelko, ki je to izdajo tudi jezikovno pregledal oziroma popravil. Jasno, prihajale so tudi še naprej knjige članov Zoisovega kroga, Zoisovi učbeniki, ki jih veliko hrani prav slovanska knjižnica. Na levi vidimo enega najznamenitejših vodnikovih učbenikov, ki jih je pripravil za ilirske šole leta 1810-11, pismenost ali gramatika za prve šole. V tem učbeniku je seveda bila objavljena tudi znamenita oda Ilirija oživljena. In to je pravzaprav tudi vodnikova slovnica, ki jo je vodnik dolgo časa pripravljal, pa ga je pri izdaji pravzaprav objavi prihitel Jernej Kopitar svojo znanstveno slovnico, ki je šla 3 leta prej, leta 1808 oziroma leta 1809. Na desni pa vidimo enega od priročnikov, Babištvo ali porodničarski vuk za babice, zdravnika Jana Matovška, ki ga je prevedel prav tako Valentin Vodnik. Takšne knjige so seveda Zoisu avtorji preprosto podarjali. Zois slovenskih knjig ni le zbiral, ampak jih je tudi bral in tudi to si zasluži nekaj besed. V besedilih v slovenskih knjigah, ki so bile za najpomembnejše ali so ga
ali pa so ga najbolj vznemirjale, tudi ne zgolj v pozitivnem smislu, ampak so ga pač tudi razburjale, si je označeval zanimivosti, neznane besede, za katere se mu je zdelo, da so neprimerne, in seveda se je zapisoval tudi pripombe. Njegovi pripisi, no, tu vidimo pravzaprav bolj podčrtaje in pa tukaj je O, tu je spet ena njegova črta in pa črka. Se pravi, njegovi pripisi so v knjigah izjemno lahko prepoznavni, ne pa tudi lahko berljivi, zaradi tega, ker je Zois zaradi Plotina vedno pisal s svinčnikom in nekako s tresočo pisavo. Torej, zaradi Plotina je zelo težko uporabljal pero in vsa njegova besedila iz zadnjih desetletij so praktično s svinčnikom v drobni, rahli in težko čitljivi pisavi. Poleg tega se je ta grafit v 2 stoletjih še nekako zbrisal pri listanju dokumentov ali potovanju dokumentov iz ene knjižnice v drugo, tako da pravzaprav je včasih njegova pisava res težko berljiva. Pisal je pa z svinčniki, ki jih je naročal z Dunaja. V tej korespondenci se ti svinčniki imenujejo kot angleški svinčniki. Ne vem, ali je to samo oznaka zvrsti, ali pa so dejansko ti svinčniki prihajali iz Anglije. Vsekakor mu jih je pomagal dobavljati Kopitar z Dunaja. No, v hujših obdobjih bolezni, mimogrede, to povem samo mimogrede, Zois ni mogel pisati niti svinčnikom, ampak se je pod besedila, ki jih je narekoval kopistu, Vincencu Karnofu, tako je bilo njegovo ime, pravzaprav samo podkrižal. In še tisti križec pravzaprav kaže, da se mu je tresla roka. Včasih ga je Kopitar obupano rotil, naj mu vendar odgovori na pismo, ampak Zois enostavno ni mogel prijeti niti za svinčnik, enostavno mu ni mogel odgovoriti. Med prvimi slovenskimi in slovenističnimi knjigami, vključenimi v Zoisovo knjižnico, so, kakor rečeno, prav Gutzmanove. Gutzmana je skratka Zoisov krog zelo ocenil in te Gutzmanove knjige vse, torej ne samo Kristjanske resnice in ne samo njegova slovnica, katere stran 8 in 9 vidimo tukaj na platnu, kažejo znamenja poglobljenega branja. Tu, kakor vidite, je Zois študiral sklanjatve in premišljeval o primernih sklanjatvih, primernem sklanjanju za slovenski knjižni jezik. Zoisovi pripisi pričajo tudi o stalnih prizadevanjih za boljši knjižni jezik in pa slog pisanja. Med najpomembnejše podvige Zoisovega kroga je seveda spadala prenovljena, vsebinsko kritična in jezikovna izčiščena pratika, zaradi tega, ker je bila pratika pravzaprav edina zvrst knjige, ki so jo lahko v roko vzeli prav vsi, tudi, lahko rečemo, tudi polpismeni ali nepismeni ljudje. Kajti vse druge knjige, ki jih poznamo, tudi Trubarjeve, Kajšele, Svetokriškega in tako naprej, in Pavlovčeve knjige, so pravzaprav večinoma lahko jih pravzaprav uporabljali ljudje, ki so znali brati in so te knjige lahko prebrali tudi nepismenim ljudem. Pratiko je pa zaradi grafičnih elementov, zaradi koledarja, lahko v omejenem obsegu seveda uporabljal vsak in so se te pratike tudi zelo dobro prodajale. Skratka, Zois je zamislil prenovljeno pratiko, ki bi njegov program, torej izobraževanja čim širših ljudskih množic peljala naprej. Pisanje pratike je seveda, kakor je znano, naložil leta 1794 Valentinu Vodniku, ki je tedaj služboval na Koprivniku v Bohinju in je njegovo pisanje usmerjal s sodobnimi nemškimi pratikami, s strokovnimi priročniki, pesmimi in tako naprej. Pred objavo je pa Vodnikove prispevke neusmiljeno izpilil skupaj z Linhartom. Tako da, ko človek bere Zoisovo pismo Vodniku, se mu Vodnik pravzaprav zasmili. Tako neusmiljeno je Zois obrnil, popravil tako rekoč vsako vrstico
vsak vers in tako naprej. Ne? Tako da tudi ni nenavadno, da v kasnejšem obdobju vodnik Zoisov ni več dajal v oceno svojih pesmi in pesmi so bile zaradi tega jezikovno dejansko malo slabše. Tu recimo vidimo vodnikova pesem Novo leto se boši in pa Zoisov izpis metrične sheme v prvem verzu. Kaj to pomeni? To je samo eden od teh sledov v pratikah iz Zoisove knjižnice. Zois je tudi po objavi pratik študiral objavljene prispevke. Zdaj, lahko pa si predstavljate, kaj pomenijo recimo te metrične sheme. Bodi si je Zois preverjal kvaliteto že objavljenih tekstov ali pa razmišljal o novih prispevkih. Vsekakor pa je to delal ob pesmih, ki jih je bodi si občudoval, bodi si jih je študiral, ker jih najdemo recimo tudi v njegovih knjigah Horacijeve poezije. Vedno je šlo za poezijo, ki jo je on rad prebiral ali pa študiral kot zgled za naslednje tekste. Tako da gotovo gre za nekaj takega, za nek njegov razmislek. Zois in njegovi sodelavci so bili, kakor rečeno, kakor danes že večkrat povedano, zelo kritični do jezikoslovcev, ki so imeli za slovenski knjižni jezik drugačne standarde, kakor oni sami. In med te pisce, ki so prišli v nemilost Zoisovega kroga, ni spadal samo Pohlin, ampak tudi frančiškanski pridigar Pascal Škrbinc. Zois v tem pogledu, ali pa tudi v kakšnem drugem pogledu, ni bil tako nedolžen ali pa bi lahko rekli nevaren, ampak je znal seveda tudi uveljaviti svojo avtoriteto. V enem od svojih zadnjih tekstov, ki je ostal v rokopisu, gre za neko oceno stanja slovenskega preroda na splošno, je izrazil veliko zadovoljstvo nad tem, da cenzura ne daje dovoljenja slovenskim knjigam, ki niso napisane v čisti slovenščini. Tako se je sam izrazil, ne v čisti slovenščini, se pravi v slovenščini, ki ni očiščena germanizmov. In Zois in njegovi sodelavci, Vodnik, Ravnikar, Zupan so bili izjemno nezadovoljni, izjemno slabe volje, ker se je pater Pascal Škrbinc izognil, lahko bi rekli, njihovemu nadzoru. Pravzaprav bi to delo moral pregledati Zupanov stric Jurij Zupan, ampak šlo je pravzaprav za ljudi, ki so bili povezani in bi, torej Zoisov krog bi posredno dobil v pregled to, vsaj posredno, če ne posredno takšno delo. Zelo so bili nezadovoljni, ker se je Škrbinc znašel in je šel neposredno k ljubljanskemu škofu Kavčiču, Antonu Kavčiču. Ta naj bi njegovega dela niti ne prebral, se s tem ni ukvarjal in mu je, ne da bi se s kom posvetoval, dal dovoljenje za tisk. Zois je bil zelo nezadovoljen, tudi Vodnik, Zupan, Ravnikar, in njegovo nezadovoljstvo se vidi tudi v njegovem izvodu, kajti prebral je očitno celotno knjigo in si je neprimerne izraze, ki so ga motili, bodisi so bili germanizmi, bodisi so bile besede, ki so bili neprimerno zapisane, označil s križčem. Tukaj si je označil Preštvarca in pa Briški. Teh besed je pa skozi celo delo še mnogo. Tu pokažem samo eno stran. No, tukaj pa gre za delo, s katerim je bil Zois pravzaprav zadovoljen, ker je šlo za enega od njegovih najbolj zvestih, bi lahko rekli, učencev. Gre za delo zgodbe Svetega pisma Matevža Ravnikarja, ki je bil profesor na ljubljanskem liceju in na ljubljanskem bogoslovju in je pozneje postal koprsko-tržaški škof in je bil znan po svoji čisti slovenščini. Z njim sta bila Zois in Kopitar izjemno zadovoljna in če je bil Kopitar z njim zelo zadovoljen, je pomenilo, da je bil resnično dober, vsaj pri čisti slovenščini, ampak tudi tu naletimo pravzaprav na pravzaprav veliko Zoisovo strogost. Temeljito je te zgodbe Svetega pisma, šlo je za prevod torej nekega nemškega originala, šlo je za Svetega pisma za mladino, za obsežno delo v 3 zvezkih. In njegove Zoisove pripombe, tukaj so pokažem samo eno stran na zadnji strani, poleg erata, kažejo na to, da
Ravnikar svojega dela, svojega prevoda ni prinesel Zoisu v oceno, kar je bilo nekako nenapisano pravilo v Zoisovem krogu in Zois je natančno prebral 3 zvezke, to je razvidno iz tega, ker so praktično njegovi popravki na vsaki strani in si je izpisal besede, ki so ga motile. Motili so ga zlasti germanizmi. Ne? Germanizmi so bili torej, rak rana slovenščine, to je tudi se vidi iz Kopitarjeve slovnice in člani Zoisovega kroga so v nasprotju z kakšnim Schönleblom ali Pohlinom, ki sta imela do tega pač nekoliko bolj toleranten odnos, izjemno strogi. Skratka, Zoisa so motili tudi izrazi, ki so bili zelo v uporabi, zlasti v Ljubljani, pa tudi na celotnem Kranjskem, ampak so imeli jasno torej nemški izvor, recimo verb, zaznamoval si je besede verb, trošt, cilj, verbič, špegel in tako naprej. Tukaj na teh praznih straneh si je izpisal še več drugih besed, ni videti, da bi bil z vsemi ravno nezadovoljen, tako da je možno, da si je tukaj izpisoval tudi besede, ki jih je preprosto vključil ali jih je nameraval vključiti v kakšen slovarski sestavek ali je želel na njih opozoriti Vornika ali kaj podobnega. No, ampak tukaj opozorim še na eno njegovo nezadovoljstvo. Torej, tukaj je zmotila beseda pubič, ne, in zraven si je izpisal nemško ustreznico bube in v nadaljevanju teksta si je pa označil kot boljši izraz preprosto fant. Ne, s fantom je bil bolj zadovoljen seveda kot pa s pubičem. No in če pokažemo še en primer dela najmlajše generacije slovenskih preroditeljev, ki ga je ocenil Zois čisto na koncu življenja. Gre za sadjerejo ali navuk, torej strokovni priročnik o sadjarstvu, ki ga je iz nemščine v slovenščino prevedel Urban Jarnik in je izšlo v Celovcu leta 1817. Jarnik je delo prevedel v zilsko narečje zaradi tega, ker je seveda priročnik namenil koroškim kmetom in tudi v tem tekstu si je Zois označeval germanizme. Ti germanizmi so ga motili, torej recimo si je označil besede kot štiman, puter, šverca, torej s temi besedami ni bil zadovoljen in tukaj vidite, da si je dopisal predlog, ne, po traku, po šnuri, nekako se mu je zdel bolj primeren izraz po traku z vprašajem. Torej, to bi se mu zdelo primerneje. In označeval se je tudi bral je tudi druga dela, tudi nemška dela slovenskih avtorjev. Naj omenim samo eno delo Zoisovega varovanca Janeza Antona Zupančiča, Ausflug von Ziel nach Lichtenwald, to je potopis od Celja do Sevnice. Janez Anton Zupančič je bil celjski gimnazijski profesor in je bil član Zoisovega kroga vsaj nekaj časa. V tej knjigi si je Zois odčrtal oziroma s klicajem označil zgodbo o Veroniki Deseniški. Ampak seveda Zoisu se je življenjska nit pretrgala, ni našel časa, da bi to zgodbo vključil ali pa na njo upozoril kakšnega svojega sodelavca. To je bila seveda naloga za mlajše slovenske literate. Je pa zanimivo, da se mu je zdela ta zgodba jasno fascinantna. No, Zoisova zbirka, in s tem nekako prihajamo v koncu, je bila, in to mirno lahko rečemo, prva svoje vrste in je bila enkratna v Evropi in je potem po tej svoji edinstvenosti tudi slovela. Kajti nikjer našli bi se še zbirke, ki so v podobni meri imele veliko slovanskih, slavističnih knjig, pa tudi teh ni bilo tako zelo veliko, bile so na Dunaju, v Pragi. Vsekakor je bila pa edinstvena po svoji zbirki slovenskih knjig, medtem ko jih je recimo Valvazorju in seveda Trubarju, jasno, pa Valvazorju, Pohlinu uspelo zbrati nekaj 10, so se vendarle
trudili, ampak ne toliko za sistematično zbiranje prav vseh slovenskih knjig, je Zoisov dosežek zelo velik. Zois je zbral torej med 150 in 200 slovenskih knjig in to ni tako skromen dosežek, gre za slabo tretjino vseh slovenskih tiskov, ki so izšli med letoma 1550, se pravi med prvo Trubarjevo knjigo in pa letom 1819, se pravi letom Zoisove smrti. Zois je na lahek način pravzaprav prišel samo do knjig, ki so izhajale v času, ko se je pač za slovenske knjige zanimal, se pravi od leta 1782 ali pa 80 naprej, bolje rečeno. In že nekaj desetletij stari tiski, recimo Pavlovčevi, niso bili več na voljo v knjigarni, jih ni mogel kupiti. Omenili smo primer Kuzmičeve knjige, ki je pravzaprav iz leta 1771, se pravi, nam se to ne zdi takšna strašna razlika, ampak knjiga je bila neznana in je bila pravzaprav odkrita šele leta 1810. V antikvariatih teh knjig Zois ni mogel veliko dobiti. Kranjska ni imela antikvariatov. Antikvariati so bili seveda na Dunaju, so bili v velikih knjigotrških središčih, ampak tja je lahko kvečjemu zašla kakšna slovenska protestantska knjiga, zaradi tega, ker so slovenski protestanti svoje knjige podarjali financerjem nemškim knjezom in so torej te knjige prišle tudi v tujino. Za kakšne verske knjige iz 16. in 17. 18. stoletja pa to ni veljalo, se pravi, jih je bilo zelo težko najti recimo na Dunaju. Zakaj bi recimo pridige Janeza Svetokriškega krožile po Dunaju? To ni imelo kakšnega posebnega smisla. Skratka, Zois je moral te stare slovenske knjige iskati pri zasebnikih in v cerkvenih knjižnicah, če so mu jih seveda sploh prodali. Protestantske knjige je seveda, kako rečeno, lahko odkrival v luteranskih deželah Svetega rimskega cesarstva ali pa v večjih središčih, kot sta bila Dunaj in Gradec, ampak pri tem so ga, kakor že večkrat omenjeno, ovirale zdravstvene, finančne težave in seveda v takšnih okoliščinah niti ni mogel zbrati celote ali pa vsaj velike večine slovenskih tiskov. Mimogrede, takšen cilj je pravzaprav nemogoče doseči, ker slovenski tiski, prav vsi slovenski tiski niso niti ohranjeni. In to niti ne velja samo za najstarejše knjige, ampak celo za novejše, torej nimamo niti vseh, ne samo, da nimamo Pahernekerjevega katekizma, ampak nimamo 16. stoletja, ampak nimamo niti vseh številk Vodnikove male pratike, nimamo vseh Pohlinovih del, torej knjige so, kakor vam bodo povedali bibliotekarji, gospe bibliotekarke, zelo krhko blago, ki je zelo ranljivo in dovzetno za običajne dejavnike časa, kot so dedovanja, smrti lastnikov, poplave, požari in tako naprej. Ampak zanimivo pa je, da so sodobniki in pa Zois pravzaprav menili, da je Zoisu uspelo zbrati skoraj vse slovenske knjige, oziroma da se je temu cilju praktično približal, zato ker je Kopitar oktobra 1810 o Baronovi knjižnici zapisal prav to, da skrajniše izdoh Ganc, kar je kranjskih knjig so vse. Pravzaprav je baron Zois zbral vse kranjske knjige. To ni bilo popolnoma res, ampak kakor rečeno, naši preroditelji niso poznali še vseh knjig, oziroma vseh naslovov knjig, ki so izšle. Zbirka slovenskih knjig ni služila le Zoisu, torej svojemu lastniku, ampak je bila odprta vsem intelektualcem, ki so se za to zanimali, seveda zlasti Zoisovemu krogu, Humardej, Kopitar, Linhart, Vodnik, vsem tem ljudem ni bilo treba kupovati, čeprav so seveda vsak zase osnovali svojo mnogo manjšo knjižnico, ampak vseh knjig jim ni bilo treba niti kupovati, ker so jih imeli na voljo pri baronu Zoisu. Zois je tem svojim sodelavcem slovenske knjige tudi podarjal, recimo Kopitarju, Vodniku je dal lasten izvod Damotin v Bibliji, kar je bilo seveda veliko darilo. Vodnik je celo dobival Zoisove dvojnice, tudi slovenske knjige. In jasno, brez pretiranja lahko rečemo, da so bile s pomočjo Zoisove zbirke slovenskih knjig, pa seveda celotne Zoisove knjižnice napisane
glavne knjige slovenskega preroda, jasno že omenjena Kopiteljeva slovnica slovanskega jezika na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem, Linhartova zgodovina, Vodnikova velika in mala pratika, kakor smo že rekli, pa tudi ravno tako pomembna besedila, ki so ostala v rokopisu, recimo Vodnikov veliki nemško-slovenski slovar ali pa Ravnikarjev nov prevod Svetega pisma ali pa Japleva, Kumardeva slovnica, ki sta ohranjeni v rokopisu. Več novejših slovenskih knjig iz Zoisove knjižnice je pa našlo tudi pot med ljudstvom, torej to niso bile dejavnosti namenjene le družbeni eliti, ampak je Zois kljub temu, da je tako kakor drugi intelektualni krogi tega časa, vendarle večino časa preživel med izobraženci, med družbeno elito, vendarle te slovenske knjige razširjal med ljudstvom, to ni bilo samoumevno, pač cilj je bil seveda dolgoročen, ampak je bil težko dosegljiv. Torej, recimo, povem samo en primer, leta 1789 in 1790 je Zois več izvodov Matička in županove Micke poslal oskrbniku svojih fužin na Javorniku, na slovenskem Javorniku, danes je to del Jesenic, da jih je razdelil tamkajšnjim ljubiteljem slovenske besede in potem so te knjige, torej tukaj se srečamo s podobno situacijo kot pri Pratikah, potem so ti dve komediji javno brali pri Plavžu za Božič in pa Novo leto. Se pravi, so lahko v slovenskih tekstih, slovenskih besedilih uživali tudi ljudje, ki niso znali brati in teh knjig niso mogli brati. Teh je bilo pa seveda večina. Zois je zbirko slovenskih knjig dojemal kot zelo pomembno in ga je potem proti koncu življenja skrbela njena usoda. Vsekakor si je želel, da bi se zbirka ohranila v celoti, da bi bila dostopna javnosti praktično, kar je v tistem času pomenila intelektualni javnosti, ne seveda splošni javnosti, tako kot danes. To so bili časi fevdalne družbe, tega seveda ne smemo pozabiti in razmer recimo idealizirati. Tudi Zois je bil še vedno bil je fevdalec in bil je fevdalec do konca svojega življenja. Leta 1818 je Zois licejski knjižnici v Ljubljani izročil dragocene slovenske rokopise, Japljeve, Kumardeve, Hipolitove rokopise. To je bilo samo eno vrsti daril, ampak bilo je zelo pomembno manifestativno darilo slovenike, rokopisne slovenike. In oktobra leta 1819, torej tik pred smrtjo, je sicer celotno knjižnico prodal nečaku Karlu Zoisu, ne da bi sicer potreboval denar, šlo je pač za pravni manever, ampak to sedaj ni važno. Želel sem povedati, da je sicer celotno knjižnico prodal nečaku Karlu, ampak je izuzel iz te prodaje, on sam je napisal Slaviše Bücher, slovanske knjige, to je pomenilo seveda tudi slovenske knjige in zelo verjetno je te knjige želel že tedaj podariti pravzaprav licejski knjižnici, ampak Karel Zois se je v bistvu temu volilu spretno izognil in je licejski knjižnici predal samo rokopise, ker je želel za stričeve knjige, tudi za slovanske in slovenske knjige, ne samo za naravoslovne in jezikoslovne in kakorkoli, iztržiti čim več. No, k sreči se je država odločila za odkup Zoisove knjižnice kot celote, se pravi, da so v licejsko knjižnico z odkupom leta 1823 prišle tudi slovenske knjige in so torej tako rekoč v celoti ohranjene v Narodni univerzitetni knjižnici. Nekaj jih bo na ogled od 15. oktobra, ko odpiramo v Nuku razstavo posvečeno Zoisovi knjižnici, na katero vas lepo vabim in se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala. Opravičujem, ker sem bil malo dolg, upam, da ni bilo prehudo. Če imate kakršnokoli vprašanje, če sem zabredel ali če vas kaj zanima, nisem dobro pojasnil, pa se torej
priporočam, prosim lepo, če nisem bil pri čem jasen. Pa meni je nenavaden ta širok interval, od 150 do 200. Aha, veste zakaj? To je pa zato, ker imamo na eni strani ta zadnji popis Zoisove knjižnice, ki je iz leta 1821, to je po smrti, in tam jaz naštejem približno 150 slovenskih in slovenističnih tiskov. Hkrati so pa ohranjeni še drugi dokumenti od Zoisovi knjižnice in iz okoli leta 1819 je en popis, kjer so zabeležene, niso zabeležene, samo številke so navedene za slovanske in slavistične knjige, ampak zelo natančno. Piše ruske toliko in toliko, slovenske toliko in toliko, srbski tiski iz Benetk toliko in toliko. In tam iz tistega pa je razvidno, da je slovenskih knjig več, zdaj pa torej več kot 150. Tam jih je, bom kar po pravici povedal, 250, ampak tam piše preprosto Krajnische Bücher, kar pomeni, da so vštete tudi nemške knjige in latinske pač kranjskih avtorjev, ampak to ne more nanesti 100 knjig, toliko teh knjig ni bilo. Se pravi, en možen odgovor je, da so šteti zvezki, ne dela, ampak tudi to je malo velika številka, tako da jaz sem si pustil raje to številko med 150 in 200, da se nekako zavarujemo. Ker 150 jih je gotovo bilo, nekaj je še odprto navzgor, ker nekaj knjig je pri tem prenosu lastništva vendarle se izgubilo, bodisi da jih je zadržal Karl Zois, bodisi so v licejski knjižnici, ko so prejeli to ogromno maso knjig, izločili dvojnike. Veste, to so počeli, njim se je izdel, torej je bilo treba varčevati z denarjem, s prostorom in so enostavno izločili dvojnice, so jih prodali na dražbi. Se pravi, da teh knjig je bilo nad 150 in nekako jaz predvidevam, da morda par 10 več pa ne. 200 je absolutno ta zgornja meja. In to je približno slaba tretjina, zato ker tudi ni čisto, tudi točno številko slovenskih in slovenističnih tiskov bomo težko čisto natančno določili, ker sem, kakor rekel, niso vse knjige, niso ohranjene. Mene pa zanimajo Zoisove zabeležke v Ravnikarjevem delu zgodovskega pisma. Namreč Ravnikar je bil dejansko prvi Kranjec, ki je svoje delo začel vnašati prekmurske jezikovne značilnosti, torej iz Hizmičevega novega zakona. In takrat so bili vsi navdušeni nad prekmurščino in so videli nekatere jezikovne rešitve, ki jih Kranjci nikoli niso poznali. To je to deležje na ši, torej namesto recimo Jakljeve povedi, ko je Jezus prišel v mesto, je začel to in to. Je potem Kizmično zapisal, torej prišel v mesto, je Jezus to in to. In to je začel Ravnikar vnašati svoje delo. Me zanima, če so iz to odobraval, ali je razvidno z njegovih zabeležk, ali je odobraval rabo teh deležij ali ne. Ker je namreč Prešeren se iz tega norčeval, je napisal isto znano puščico Gorjancev jezik, potočavši si ktiv, da korne kmet molitve vraži. Torej, to je zelo zanimivo vprašanje in jaz mislim, da je odgovor da. Ampak jaz nisem jezikoslovec, tako da prva stvar, ki jo bom naredil, ti bom poslal fotografije teh popravkov in bi bil zelo vesel, če jih pogledaš, ker jaz nisem jezikoslovec in jaz prepoznam, vidim, da so germanizmi so ga motili, ampak njega motijo tudi neke druge besede, ki so slovenske, ampak imajo drugo obliko ali so težko razumljive in jih niti pravzaprav jaz včasih ne razumem, kaj je njega točno zmotilo in kaj je avtor s tem mislil. Tako da jaz mislim, da je to naloga za
jezikoslovca, ja, jaz bi rekel, da so ga motile tudi druge stvari, ne samo germanizmi. Recimo pri Jarniku ga je zmotilo pridevnik buren, pa ne vem zakaj, ampak Jarnik pogosto uporablja, da je burna rast, ne, kot, in, ja, hitra, bujna, in to je njega blazno zmotilo. Ne. Ni pa napisal, katero besedo pa predlaga. Ne. Tako da jaz mislim, da je to, mora pogledati tudi en dialektolog ali nekdo, ki pozna torej ta narečja in lahko presodi, kaj točno je zdaj Zoisa motilo. Je bil Zois bolj zato, da se vendarle ta kranjska linija pelje naprej v knjižnem jeziku ali pa točneje gorenjska. Vsekakor pa niso samo germanizmi. Ja. Mislim, da je par takih besed, kot si jih ti omenila, da je tudi vmes. Jaz sem se videla, ko je označeval že pri Gucmanu, da ga je motilo, da on sledil tej starejši dolenjski dalmatinovi normi, da potem popravljajo te oje na mesto uje. Ja, no na to si me ti opozorila in se zahvaljujem in je to zelo, tudi tega jaz nisem razumel, kaj ga moti pri teh sklanjatvah, in očitno je neko linijo zastopal Zois, in vidno je tudi to, da je bil, kljub temu, da je bil taka prijazna figura, ki so ga vsi samo hvalili, torej v Zoisu ne slišite torej slabe besede, in celo Kopitar, ki je torej vsakega ugriznil, če ga je le mogel, razen Zoisa in Kopitarja, razen Zoisa in Karadžiča, Zois in Karadžič sta bila pa svetnika, in v njima ni ene slabe besede zapisal. No, ampak kljub temu je pa razvidno tudi iz teh knjig, pa iz načina, kako je komuniciral z vodnikom, pa tudi s Kopitarjem, da je bil to vendarle zelo avtoritativna oseba. Ampak, kot rečeno, tu so bila ta razmerja med cenom in klientom, on je bil vendarle plemič, od katerega je bila odvisna velikokrat prihodnost teh ljudi in je lahko reagiral tudi kljub tej prijaznosti zelo gospodovalno. To se je pokazalo recimo v primeru Primica, ko ga je Kopitar, lahko rečemo, tako pristransko pridobil na svojo stran v tem boju proti Primicu in je tudi Zois pravzaprav odigral neko ne preveč lepo vlogo pri oviranju Primica pri njegovem službenem napredovanju. Saj na koncu ta intervencija ni škodila stvari, ampak ko je Zois začutil, da zadeve uhajajo izpod nadzora, ko torej njegov krog ni imel več pregleda nad situacijo, je znal tudi odreagirati. In to se vidi tudi po tej pripombi, ki sem jo omenil, da je bil zelo vesel, da cenzura ne dovoli izida del, če ni čista slovenščina. Ker danes bi rekli, pa zakaj se vendar bi morali biti veseli, da v tem času, ko je tako težko izdati slovensko knjigo, ker je to pač nerentabilno, to ni bil nemški prostor, ki je lahko požaril velike količine knjig. Ampak torej Zois ali pa tudi Kopitar so raje videli, da kakšna knjiga ni šla, če ni bila dovolj kvalitetna. Tudi to je pač značilnost tega razsvetljenstva, ki ni vedno tako liberalno, kot običajno mislimo. Je lahko zelo avtoritativno in zelo včasih tudi pristransko. Kljub vsem seveda zaslugam, ki jih jasno pripadajo Zoisu in njegovemu krogu. Nekaj od teh lepih knjig bomo imeli priliko videti na razstavi. Tako je, ja. In zdaj pa, bo ta razstava je nekako sovpada ali posvečena 200-letnici njegove smrti. Tako je, Žige Zoisa. Ja, tako, ki bo 10. novembra 2019 in razstava bo odprta 15. oktobra. Seveda, kot rečeno, del je 2300 v NUK-u identificiranih, ampak razstavljenih knjig bo pa približno 45, seveda to bo samo presek, bodo zastopane nekatere vede samo z enim ali pa z dvema deloma, ampak kljub temu boste dobili nekako
pogled v to, kako je ta knjižnica bila videti in kakšne so bile knjige čisto tako fizično. Ne? Kot vidite, so bile vizualno tudi zelo privlačne. Ne? Čeprav zanje je značilno to, da če plemiške knjižnice ali pa semeniško knjižnico so to pravzaprav še lepše knjige, ne? Ker so večjih formatov, imajo bakroreze, imajo... Dobro, tudi Zois je imel naravoslovne knjige, ki so imele dostikrat kolorirane ilustracije, ampak Zois ni kupoval knjig za razkazovanje, ne? Ampak dejansko za študij. Ne? Njega je to zanimalo, on je spremljal razvoj znanosti, naravoslovja, imel je Linneja v ne vem koliko izdajah in tako naprej. Ne? On je dejansko spremljal razvoj človeštva, lahko rečemo, v tem trenutku, ne? Pač razsvetljenstva, okrog leta 1800. Mačkan stransko, ne? Zdaj, v tem žaru Zoisa, Karel, njegov brat, je malo v senci, ne? Ja. Ampak je Karel tudi pomemben tako znanstvenik, ne? Oziroma njegov prispevek za botaniko, pa mineralogijo, če se tudi... Za mineralogijo je bolj že kar žiga, Ja, on je pa za botaniko, ja. Ja. Ker zdaj, kdo dejansko je skupolja pa te rediva vsem, ne? Karel Zois, nesigurno je gotovo je pomemben znanstvenik, bi težko rekli, ne, da je bil vse tudi Žiga Zoisa težko rečemo, ne, ker to so časi, pravzaprav, ko se znanost razvija, ta egzaktna, empirična znanost, ampak ti ljudje so bili na nek način znanstveniki svojega časa ali pa ljudje, ki so veliko prispevali k temu. Karel Zois je bolj za botaniko pomemben, torej on je osnoval ta botanični vrt na Brdu pri Kranju, ne, potem je, torej, če se ne motim, je tudi gotovo je hodil po Triglavskem pogorju, ne sicer na Triglav, ko je proučeval te cvetlice, ampak značilno je, da je bil Žiga tisti, ki je kot glavni dedič imel denar in je tudi svojemu bratu pravzaprav to omogočal. On je naročal in kupoval knjige za svojega brata in jih potem tudi podedoval, ko je Karel umrl, in je tudi financiral te postojanke v gorskem svetu, kjer se je Karel zadrževal. Lih to nekako namigujem, da mogoče lih ta obširnost, to velika knjižnica je lahko tudi na račun Karlovega dela. Ja, on je ogromno botaničnih del je podedoval od Karla, ki je pač umrl prej. To pa gotovo, to vemo, ker je, mislim, je ohranjen tudi zapuščinski inventar. Ja, kaj ste hoteli reči? Ne, kdo je prej... Karel je umrl prej. Ja, in je potem Žiga podedoval te botanične... Kar leto bil polnoslovni dedič. Tisto je pa nečak. Ja, od Karla. Torej, to sta... Ne, ni bil sin, če to mislite. Ta glavni dedič Žige, ne, ki je podedoval celotno knjižnico, ne, pa jo prodal potem državi, ni bil Karlov sin. Ne, je bil... Tudi Karel Zois, brat, Žiga Zoisa ni imel otrok, ja, je bil brez otrok. No, to nismo povedali, Žiga Zois ni imel otrok, je zaradi bolezni, si je pa imel rad lepe ženske, to je nekako razvidno iz posredno, ampak se pa potem očitno zaradi bolezni ni odločil za to, da bi sklenil zakon, ker ga je to doletelo predvsej zgodaj, leta 1780 v Rimu. Takrat je bil še predvsem mlad, ker on je bil na Grand Touru, to je bilo glavno izobraževalno potovanje za plemiča, za bogatega izobraženca, in po tem potovanju so se ponovadi mladeniči ustalili, so nastopili službo, se poročili, imeli družine in tako naprej. In on je v bistvu že na pragu te, lahko bi rekel, zrele dobe, je pač ga doletela ta bolezen. In ga je tudi precej izmučila. Jaz se pravzaprav sprašujem, kako je vsa ta področja pokrival in tako veliko ustvaril. Ker on je ob tem, jasno,
ta skrb za slovenščino, pa ti podvigi knjižni so bili nekaj, kar je Zois počel ob vsej skrbi za gospodarstvo, ne, ki je bilo pa ogromno. Pa še padlo je v tako nesrečno obdobje, ko so Fužine propadale, železo se je cenilo zaradi ruskega in švedskega železa in še vojne so bile, ne, se pravi najprej francoska okupacija, ustanovitev verskih provincij, to je strašno prizadelo njegovo gospodarstvo. Ne? Čigav pa je bil potem nečak, ali je bil od sestre, ali kakšno sestro? Zois je imel veliko bratov, čakajte, Karel Zois je bil sin, ne bom se spomnil, ampak teh bratov je bilo veliko. Jozef Zois je živel na Dunaju, Agustin Zois je tudi prej umrl. Se morda vi spomnite, od koga je bil Karel Nečak, od katerega Zoisa sin je bil? Za mene? Ja, vas sprašujem, vi imate dober spomin. Samo enkrat eno knjigo malo nekaj Zoisove. Samo ne vem zdaj več. Pa poglejte. Knjigo sem dal potem nekam naprej. Vsekakor, se upravičujem, ker ne vem, vsekakor si je tega Karla zbral za glavnega dediča, ker si bila očitno blizu in mu je dal, Karel je imel pa veliko družino, imel pa veliko otrok, da ne vem koliko, mislim, da 10, imel je veliko družino in zato mu je Žiga stric najprej dal Brdo pri Kranju, tako da je tam živel, torej ta mladi Karel, in potem je postal tudi njegov glavni dedič. Ampak se pa ni pa prav nič zanimal za slovenščino in kaj tazga. Tega pa ni podelal. Žal ne. Ja, mogoče, če pred zaključkom smo še to, v vašem članku sem opazila, da ste NUK nekako pozvali, naj nima Zoisovih knjig razpršenih po skladiščih, ampak naj jih spravi skupaj. A je bilo kaj odziva? Ja, mislim, da malo pa res. Jaz to leta in leta prijazno ponavljam, da je treba, gledajte, Zoisove knjižnice, bom sam še to povedal, ne si preveč govorim, ampak sam še to povem. Ko so Zoisove knjižnice prišle v licejsko knjižnico, jasno, ta knjižnica ni bila pojmovana tako kot danes, kot en zaklad, ki ga je treba, so že cenili te knjige, ampak niso si predstavljali tako, da, to je pa sedaj Zoisova knjižnica in to moramo pa zdaj dati v vitrine. Ne, pač te knjige so bile uporabne, on je imel ogromno naravoslovnih knjig, ki jih ni imela licejka, imel je ogromno angleških knjig, ki jih sploh ni imela in enostavno so te knjige porazporedili po policah tako, kot so pač spadale, In tudi, če se je izkazalo, da je dvojnica, so jo pač prodavali, niso se ukvarjali s tem, da je ta knjiga iz Zoisove knjižnice. In v bistvu je tako še danes. Te knjige so pač sicer v zbirki redkih tiskov, ampak so tam razpršene med vse ostale knjige. Jaz to že približno 10 let pač poskušam dopovedati kolegom v NUK-u, ki so sicer zelo prijazni, da to ni prav, da vse tuje knjižnice, takele nacionalne, univerzitetne, jaz sicer nisem bibliotekar, tako da morda bom kaj narobe povedal, ampak jaz, ko grem v tujino in vidim te knjižnice univerzitetne, nacionalne, je v bistvu ta izposoja novejših knjig drugotnega pomena. Je seveda, jaz tukaj, ampak to, s čimer se postavljajo te knjižnice, kar zagotavlja njihov obstoj, so posebne zbirke. In v teh ameriških univerzitetnih knjižnicah imate special collections, torej zbirke, ki so jih darovali pomembni ljudje, ali pa zbirke, ki so jih odkupili, ali pa so jih kakšni slavni profesori darovali, in se s temi zbirkami pač knjižnica predstavlja navzven, pridobiva sredstva, prireja razstave. V kongresni knjižnici pač boste imeli pod korpus separatom knjižnico Thomasa Jeffersona, kot enega od stanovnih očetov, kako bi rekel, the founding fathers, Združenih držav Amerike. In v Mariboru so zdaj to naredili z Maistrovo knjižnico, kar je edino prav. In si Maistrovo knjižnico lahko ogledate v posebni sobi. Dobro, zdaj posebno vprašanje, kako zdaj to prezentirati, kako postaviti knjige, ampak da
Narodna univerzitetna knjižnica nima tako postavljene Zoisove in Kopitarjeve knjižnice, ki sta ne evropsko, svetovno pomembni, Kopitarjeva v bistvu še bolj, zaradi dragocenih rokopisov. Ne? Predvsem pa nacionalno. Nacionalno pomembni, no, seveda, v prvi vrsti nacionalno pomembni. Skratka, to je nespametno enostavno, no? da povem čisto po pravici. In ta knjižnico bi bilo treba, torej treba bi bilo odpreti možnost, da si ljudje to pač ogledajo in da je to pač, sej ni nujno, da gre za množične obiske, ampak vsake toliko časa bi lahko recimo to knjižnico pokazali ali prezentirali na nek način. Tako da zdaj mislim, da je nekako to prodrlo vsaj do te mere, da se ukvarjajo s tem, da bi naredili vsaj nekakšno elektronsko knjižnico, da bi te knjige v bistvu nekako na dodalibu združili. Seveda imajo velik problem s prostorom. Dokler muka ne bo, je to iluzorno misliti, ker tudi nikje pokazati. To je tudi res. Vse se čisto strinja. Lahko narediš razstavo digitalno, ampak to je pa... Ja. Se strinjam, no, ampak v glavnem na to stopno pravzaprav še vedno nismo prešli te stopne, na kateri je bila Zoisova knjižnica darovana licejki. Še vedno so te knjige dojete kot nekakšno koristno dopolnilo, ne pa kot same po sebi pomembne za narod in za Evropo in za humanizem na splošno, če želite. Tako da, jaz upam, da ko bo NUK 2 zgrajen, če bo, jaz upam, da bo našli eno sobo za Zoisovo knjižnico. Jaz bi tukaj večer zaključila, povabim vas sicer vse skupaj še na prigrizek v Pritličje in pa, če koga zanima, si pogleda lahko razstavo. Moram reči, da tudi kar nekaj knjig, ki ste jih predstavili iz licejske knjižnice, imamo izvode teh knjig tudi mi. Tako da vas lepo povabim, če je dan že prepozno, pa kakšen drugi dan, ampak skratka tudi na kakšen sok in piškotek, ki vas čaka v Pritličju. Hvala.